Veš, ko pravijo Sibirci, oziroma Rusi sploh, ker njim je savnanje nekaj tako kot Slovencu umivanje zob. Na Finskem sem tudi to doživela, tudi tam je čisto. Pravijo, tisti dan, ko se savnaš, se ne postaraš. In ne samo to, to je en izmed stavkov, ker sem bila toliko vesela in hvaležna za to, da sem se začela savnati že leta nazaj. Potem pa tisto, tudi me je privlačilo, da je ena serija savnanja 5 kilometrov teka dejansko, čeprav rada tečem. Ja, ampak veš kaj, dobrodošlo je, ker mnogi ljudje imajo previsoko težo in jo nikakor ne morejo dol spraviti. Recimo niso tudi v stanju ali v letih, da bi z fizično aktivnostjo ali pa da bi 5 kilometrov vsak dan naredili, ali pa preprosto nimajo časa. Pa mogoče ne morejo kontrolirati prehrane, mogoče so sami po sebi taki in kaj. Najbolj enostaven način je savnanje. Se v bistvu prav terapevtski učinek savnanja pri prekomerni teži in pri športnikih, to je bilo tisto, kar je bila pobuda za klinične študije in raziskave o zdravilnem pozitivnem učinku tako imenovane fitobočke na človekovo zdravje.